Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime in sem avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In za nami je obdobje retrogradnega Merkurja, ki nas je kar vse precej obrnil navznoter. To je zdaj že drugi retrogradni Merkur, ki smo ga v tem letu dali skozi, še 2 nas čakata. In tisto, kar je pomembno, je, da se ga ne ustrašite, ker je ogromno enih informacij, kaj vse se ne sme, kaj vse je retrogradni Merkur groznega dela. Ampak bistvo je, da nam retrogradni Merkur omogoča, da pogledamo navznoter, da pogledamo nazaj, kaj smo dobrega naredili in zaključimo tisto, kar je za zaključiti. Se pravi, stare stvari, zato ker vsak dan smo toliko nekaj naprej, toliko v bistvu gremo naprej, skozi je fokus, skozi nove stvari prihajajo in potem, ko pride retrogradni Merkur, je čas, da pogledamo, kaj od tega je bilo dobro, kaj ni bilo dobro, kaj nam še koristi, kaj nam ne koristi, kaj je treba zaključiti, ker nismo imeli časa do zdaj, in takrat potem tudi razmislimo o tem, kaj hočemo naprej in na ta način lepo izkoristimo te energije. Tako da si zapomnite za naslednje 2, ki prideta v tem letu. Mi pa bomo pogledali, kaj nam za ta teden zdaj ponujajo angeli, kakšen navdih nam bojo dali, kako nas bojo usmerjali oziroma kje so tiste energije, ki v tem tednu kolektivno najbolj delujejo oziroma nas podpirajo. In prva karta je nadangel Gabriel in prebujenje. Mislim, da se ta karta pojavlja prvič, odkar od lanskega junija delam tele navdihe. In sicer Gabriel je božji glasnik. Se pravi, tisto sporočilo, ki ga dobivamo, ki ga prinašamo iz drugih, oziroma ki ga nadangel Gabriel prinaša z druge strani, je hkrati nov pogled. Se pravi, kako lahko na stvari pogledate z drugega zornega kota. Kako lahko stvari malo obrnete na glavo in pogledate, kaj se dogaja še z druge perspektive. Zato, ker to nam omogoči, da vidimo stvari, ki jih mogoče z svojim ozkim vidom včasih ne vidimo. In to je na nek način tudi karta iniciacije. Se pravi, novih začetkov, novih stvari, kaj lahko drugače naredimo, kaj je tisto, kar je mogoče pomembno tudi z neke višje perspektive. Tako da en tak pogled, en tak nov pogled na vse skupaj nam prinaša v tem tednu nadangel Gabriel. In Gabriel je zelo taka lepa, nežna ženska energija, kar pomeni, kako lahko stvari tudi na bolj fin način, bolj skozi žensko energijo, skozi intuicijo, skozi srčno energijo dojemamo oziroma jih čutimo. Ja. Naslednja karta je vitez zraka. Vitez zraka, ki govori pa o tem, da ko pogledamo stvari, in se navezuje na prvo karto, ko pogledamo stvari z drugega zornega kota, potem lahko zelo hitro reagiramo. Kar pomeni, da bojo v tem tednu se energije potem v to novo smer lahko zelo hitro obrnile. In sicer to je zelo ustvarjalna energija, se pravi, ideje, ki bojo prišle, nove ideje, ki bojo prišle, ustvarjalni navdihi, ki jim je fajn slediti, in predvsem ta odločnost, da hitro reagirate. Da ko pridejo priložnosti, ko pridejo možnosti, da ne rabimo razmišljati preveč, ampak da sledimo temu, kar čutimo. In potem je pa treba uporabiti pa bistrost in pa razum, zato da na tem zemeljskem nivoju stvari lahko tečejo. Tako da, glejmo še, kaj dopolnjuje potem vse to tretja karta, vitez vode.
Videz vode nas tudi že en čas spremlja, mislim, da je bil v prejšnjem tednu, se pravi ta čustva, na katerih lahko jezdite, ta čustva, na katerih lahko gradite nekaj novega in pa hkrati ohranjate čustveno ravnovesje. Se pravi, čustveno ravnovesje je še vedno pomembno. In skupaj, se pravi, vitez zraka, vitez vode, to je energija, ki je že precej sveža. Se pravi, to je nekaj novega, to so ene stvari, ki jih na nek nov način lahko delate, ampak vse je usmerjeno pa zelo v prihodnost, zelo v to, kako danes postavljate, oziroma ta teden, kako postavljate energijo za naprej. Tako da, ko pogledate z druge strani, ko se zbalansira ta ženski aspekt in pa ta moški aspekt, čustva, razum, takrat ste veliko bolj celostni. In ko ste bolj celostni, lahko delujete iz enega iz drugačne energije lahko delujete, ko ste celostni. Ker ni tega neskladja med razumom in srcem. Se pravi, a je to in to usklajeno. Tako da to bi bilo za ta teden vse. Jaz vam želim en čudovit teden, poln navdihov. Pejte v naravo, če le lahko, po oddih, da dobite svoj angelski navdih. Mi pa se vidimo naslednji teden, sledi pa kot vedno še eno čudovito vabilce. Čau, čau! 3. in 4. junija bomo na delavnici Ljubi sebe odkrivali načine, tehnike in orodja, ki ti bojo pomagale, da začneš vsak dan razvijati ljubezen do sebe. In da to postane tvoja strategija v življenju, da to postane potovanje, ki ti bo na koncu življenja, ko boš pogledala nazaj, dalo tisto, da boš rekla, ja, vredno je bilo živeti. In to je začetek. In ta začetek bo definitivno odprl popolnoma nove možnosti, odprl bo pot več ljubezni, odprl bo pot več obilju, odprl bo pot več zdravju in odprlo bo pot temu, da začneš stopati in postaneš najboljša verzija same sebe. Tako da lepo vabljena 3. in 4. junija, ko bomo na delavnici Ljubi sebe odkrivali ljubezen do sebe, se zaljubljale vase in naredile res en tak čudovit preboj v eno novo življenje, polno ljubezni, ki pa se začne s tabo in v tebi. Tako da, tukaj le spodaj pod videom je link, kjer si lahko pogledaš več, se prijaviš in se vidimo 3. junija. Čau, čau!